je umrl za naše grehe. Prav tukaj smo mi upleteni v ta en dogodek. Bog sam je spletel stvari tako, da tisti en dogodek, v katerem je Kristus umrl na križu, da je upletel nas. Se pravi, to je Božja moč, pa še nekaj bi izpostavili. Sama beseda evangelij. To je grška beseda, ki pomeni dobra novica, dobro, veselo sporočilo. Vzetje ta beseda prihaja iz cesarskega kulta. Vemo, da v tistem času, ki je bil to Rimski imperij, ki je bil cesar in vemo, da so cesarja tako po Božji prostili. In evangelij je v bistvu tehničen termin za sporočilo o kakšnem mogočnem dejanju tega cesarja. Zdaj, če je zmagal kakšno bitko, so prišli glasniki in so razglasili evangelijo. Dobro novica, kako je on nekaj dosegel, kako je on nekaj naredil. Zdaj, kristjani so si pa z eno veliko predrznostjo to besedo prisvojili oziroma Kristusom. Jaz pa rekel, evangelij ni tole, kar bi nam državna ideologija prodaja. Evangelij je tole, kar mi pravimo. In tudi še ena druga stvar je s tem povezana, da so kristjani imenovali Kristusa Gospod. V slovenščini se to sliši tako, v redu. Ampak v grščini Kyrios izraz je bil spet izraz iz cesarskega kulta. To je bil cesarski naziv v rimskem svetu. In kristjani so spet z veliko predvsem rekli, ne, ni cesar Kyrios, Kristus je Kyrios. Skratka, evangelij je taka zelo nabita, pomenstveno nabita beseda, tudi zelo smelo uporabljena, ki pa v svojem pomeni dobra novica. Se pravi, tukaj imamo opravka prava, z resnično dobro novico, za razliko od vseh naredkov, ki nam jih lahko ponudijo država, mediji, ne vem, korporacije ali kako tako. Tukaj imamo opravka z dobro novico. In zakaj je to dobra novica? Jaz mislim, da je to dobra novica predvsem zato, ker kot smo že videli, ti teksti vsi govorijo v to smer. Kristus je umrl za nas. In tudi druge, recimo Pavel, se pravi takole, ko obnavlja te iste stvari prava. Govorijo o Jezusu našem Gospodu in reče, on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil bojen zaradi našega upravičenja. Se spet vidimo, Pavel striktno ta en dogodek povezuje z nami vsemi. In zato je to dobra novica. Bog sam, ki govori svojo besedo, ki ustvarja iz nič stvari. In o tem Pavel govori, to Kristusovo vstajenje v mrtvih je zelo blizu ustvarjenju iz nič, da se življenje ustvarja tam, kjer ni nič, kjer je smrt, vzide luč, vzide življenje. Ampak ta dogodek je Bog opisal vse nas. Ta dogodek je Bog naredil ne zaradi sebe. Ta zgodba, ta Kristusova zgodba je zgodba, ki se tiče nas. In zdaj, to je to, kar v čemer je Pavel, v čemer so apostoli, v čemer je prva cerkev prepoznala za bistvo Svetega pisma. Videli smo, da Pavel staro zavezo že tako razume in definitivno, če pogledamo novo zavezo, je tudi urejena okrog tega. V sredi so evangeliji, okrog so pisma, ker ta evangelij to sporočilo o Jezusu poznanja. In pomislimo še malo o tej dobri novici. Kaj je za vsega? Za vsega najprej to, da je Kristus sploh prišel, da je postal človek. Vemo, v Janezovem evangeliju prav beseda je postala meso. On je postal kot eden izmed nas, za nas. On tega ni potreboval. Imamo ta dogodek, Bog pride k nam. In evangelist Matej to povzame s tistim neverjetno lepim imenom Emanuel. Bog z nami. Se pravi, evangelij nam najprej to ne pove. Nismo sami. Nismo več sami. Človek ni več sam. Bog se je odločil sam
pristopati k njemu. Človek ni več narabi, več sam. Bog sam je prišel. In potem imamo Jezusovo delovanje. In on sam tudi, recimo v Lukovem evangeliju, ko pove svoj program, recimo, pravi, sem šel osvoboditi jetnike, šel sem potolažiti žalujoče. To je program osvoboditve, tolažbe, rešitve. To je dobra novica. To je, lahko preberemo, kako to Luka povzame. In citira seveda tipično, Jezus citira staro zavezo, citira sveto pismo. Ne zmišlja si stvari iz zraka. On pokaže skozi, kako je ta stvar že temelji na tem, kar je bilo prej rečeno. Tako bere Kristus iz knjige proroka Izaija. Prav duh Gospodov nad menoj, ker me je nazilil, da prinesem blago vest v Bogu, blago vest v evangeliji. To je ista stvar. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost, slepim vid, da pustim zatiranje na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospod. To je dobra novica. To je Jezus dela. Vidimo ga, kako potuje okoli, vzdravlja ljudi, osvobaja ljudi. In okrog njega se zbere ena skupina ljudi, ki so bili zavrženi, ki so bili brez upanja, ki so bili odrinjeni na rob družbe, marginalci. In to je Jezusovo delovanje. Predvsem kot smo že brali na začetku, je pa ta evangelij se potem biti v velikonočnem dogodku. V tej strašni drami kalvarije in potem velikonočnega jutra, praznega groba. Tukaj se pa ta zanj zgosti do konca. Bog sam vstop v naš svet tako močno v Kristusu, da celo v našo smrt vstop. Se pravi, ne stane našo kožo, tako kot se v človečenju človek, tako kot vsak izmed nas. Ne, on celo vstop v točko naše smrti. Ker nas vse definira, ker nas vse utesnjuje, ker nas vse, če smo iskreni, vsakega od nas ogroža. On celo tja. No in potem se pa zgodi tista kreacija, ko Bog njega oče obudi od mrtvih in Kristus v starem telesu se spet pojavlja, spet govori z apostoli in pove, da to je zdaj začetek, to je samo začetek. Jaz sem začel nekaj, kar velja za vse vas, ki mi zaupate. To je ta evangelij. To je ta preprosta stvar, skozi katero Bog deluje. Pravzaprav je zanimivo, da je Bog na tak preprost način sklenil sebe dati človeku. Imamo pa tudi zato že predslike v stari zavezi lahko in tudi recimo ta shodni šota, tako je Bog pripravil, je na vzven zdijo zelo navadno, tam je zdaj koši, da nič posebnega, noter je bil pa iz zlata. In tako je tudi evangelij, dan čisto preprosto sporočilo, ki pa dejansko nosi v sebi moč Božje transformacije. No, kaj pa zdaj to Svetim pismom? Če tako pogledamo, bolj vidimo, da Sveto pismo ni informativna knjiga, ki bi jo brali tako kot zgodovinski učbenik ali pa znanstveno knjigo ali pa tako kot beremo kaj drugega. Ne. Sveto pismo je transformativna knjiga človeka, knjiga, ki nas preobraža. Ker namreč Sveto pismo je pisano tako, da nas ta beseda nagovarja, da nam oznanja nekaj. Evangelij se razglaša, oznanja, sporoča. In to je knjiga, ki nam zmeri govori v tem smislu. Ti, direktno, Bog nas direktno nagovarja. Tudi ne gre za neke splošne resnice, v katerih bi bili mi, s katerimi bi se seznanili, pa bi malo bolj živeli. Ne, tudi gre za neposreden nagovor. Neposredno soočenje s tem. Kristus je umrl zame, zate. In Kristus seveda pred, dajmo temu zaupati. Na naši strani se je vidi kot prvo in bistven odziv ravno to poslušanje. Poslušati Božjemu glasu. Že stari zaveze, poslušaj Izrael, osnovna judovska molitev, poslušaj, ker Bog ti govori dobro. In isto je poslušanje in to poslušanje je potem
rečemo kristijani vera. Vera je pa spet zelo širok pojem v Svetem pismu, ker ne pomeni sam to, ker mogoče v slovenščini si da mislimo, da ti verjameš enim dejstvom. Vera je zelo oseben pojem, tudi pomeni zaupanje, pomeni zvestobo. Ista beseda v grščini, pomeni zvestobo, pomeni zanašanje. Pomeni, da se jaz kot človek zanesam, da se zaupam temu sporočilu, temu Jezusu. Pomeni to, vera to pomeni ta ista grščina, pomeni to dokaz v nekaterih smislih. Se pravi, Bog nam govori besedo in če mi poslušamo, se nas zgodi nekaj kot en dokaz. In ta dokaz je potem naša vera, naša zanesljivost, je to, da smo mi zanesljivi do Boga tudi, da se mi zanašamo na Boga, da se to mogoče Bog morda lahko začne zanašati na nas. Vera gre v obe smeri, recimo, sploh v nekaterih tekstih vidimo, da se v pismu govori o Kristusovi veri. In ta mesta so drumna, lahko razumemo ta mesta, da govorijo o veri v Kristusa, lahko pa o njegovi zvestobi Bogu. In oboje, pravzaprav je pa oboje, izraz pokriva oboje. Se pravi, to je naš odziv. Zdaj, če se vrnemo na to, kar sem rekel na začetku, zemljevid, ali pa gora, ali pa stolp, ki ga lahko vidimo v delčem, ki se lahko orientiramo. To se ne zdi tisto prvo, na kar moramo biti pozorni, ko beremo Svetopismo. Se pravi, kjerkoli odpremo, v stari, novi zavezi, kjerkoli odlomk, je to tista prva stvar, ki jo mi kot kristijani iščemo in najdemo v Svetopismu. Se pravi, ko beremo kjerkoli odlomk, kjerkoli tekst, se vprašamo, v kakšnem razmerju je to do tega Jezusa, do tega Jezusovega dogodka. Pri branju smo pozorni, a vidimo kakšen vzorc, a vidimo kakšno predsliko tega. A vidimo, in bomo, če tako beremo, bomo presenečeni, koliko tega se najde. In tudi določena mesta, kot pravno, to so pa težka mesta v Svetem pismu, se mi zdi, da če jih postavimo v to perspektivo, zato ker dejansko moramo vedeti, če je to ona prva stvar, zaradi katere Bog pravzaprav sploh organiziral, da se pač ta stvar napiše in tudi bere, potem je to v končni smislu. Lahko bi ga tudi povzel tem, da je tako, kot je Jezus to povzel, da je povzetek vsega Božje ljubezni. Ker evangelij je Božje ljubezni, evangelij je točno to, da se Bog sam spustitno postane človek, se izprazni do konca do smrti, za nas, ustane za nas, kaj to drugega čista, nezaslužena Božja ljubezen kot dobrota do nas. To se mi zdi je tak ključ v Svetega pisma. Mogoče zaključil s tem, verjetno ste videli, kdaj že te zgodne krščanske simbole, tudi iz prvih stoletij. En od simbolov je tako imenovan Hristogram. Hristogram, ki je iz Hiro, se pravi, kot gleda X pa P not. In to je simbol za Kristusa v zgodne krščanskih. Je pa zanimivo, da včasih so pa potem ta Hristogram preoblikovali tako, da ta P rata tako kot ključ. In potem dobimo izgled, ven pride ta gled pomen, ključ je v križu. Ker X je kot križ. Je prav ključ do vsega, do skrivnosti Boga, do skrivnosti sveta in tudi, seveda,